Lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Aha, you can, čakaj, da vidim zdaj, a se mi to v redu kaže. Jaz upam, da vi. Zakaj zamujam 2 minuti? Ker se mi je Palo Santo, to pomeni sveti list, tako prižgal in se nekaj, kaj je to zdaj? Kaj mi hoče sporočati? Tako da, zanimivo. Samo povejte mi, če me vidite, ker mi je nekaj napisalo. You can now, aha, ok, tole ne vem. In sicer sem tako obrjena. Povejte samo, a me vidite tako, na tak način, ali me vidite kako drugače. Aha, ok, bomo zdaj videli, če mi bo kdo kaj napisal. Ampak naj bi takole me gledali. In zdaj me zanima, a me takole gledate, ali me gledate takole. Sem to, da mi napišete. Nekaj se mi dogaja s Facebookom. Pa po moje ga že toliko časa uporabljam, ampak kakor vidim, ga mogoče ne znam jih najbolje uporabljati. Ali me vidite takole, ali me vidite kontra. Da vidim, kaj ste mi napisali. V redu vidim, top. Hvala, Irena, iskrena hvala. No, najprej en lep dober večer. Lep dober večer. Evo, Darja se javlja. Darja iz Tenerifov, dober večer. Evo, Daniela, lep dober večer. Nini, oziroma vsem tistim, ki ste z mano. Tako mi lepo napišejo, ne? Kdo je prisoten z menoj. Ne? Takrat, ko pač gledam, ko se pa fokusiram na to, kar bi pač želela povedati, pa res ne spremljam. Ne? Potem mi pa misel čisto rukam uide. Ja, Darja, tako bi rada šla malo na Tenerife, malo na tople kraje, pa se kratko oblečem, da mi je bolj fajn, če nimam predebelih stvari gora, pa da imam toplo v hiši, tako da se pol spomnim na vas. Jožica, dober večer. In res en lep dober večer vsem skupaj. Tako kot se neka, danes je že nek poseben večer. Dušan, dober večer. Nek poseben večer, če mi je sveti les se tako zažgal, da kaj takega še nisem doživela. Marinka, dober večer, tako buf, tako lepo, hvala Marinka. Živijo Vesna, evo, vidim, da vas je kar nekaj že prisotni z mano. Ja, vztrajno, absolutno pridem. Da sem Igorju rekla, kdaj gremo. Ja, se gremo, pridemo. Naša Darja se je preselila na Tenerife, na konec, kjer moj mož si tako srčno želi. Mislim, mi imamo rada Tenerife, ampak smo rekli, da če bomo pa kam šla na toplo živeti, bi šla pa na Tenerife, ker ni predaleč. Evo, tudi, ne vem, od kje mi je Klaudija napisala, od kje prihaja. Zdaj mi kar tako hitro leti, tako da pol vrnem fokus. Evo, zdaj upam, da sem vas vse lepo pozdravila, še enkrat, se vam potem karkoli odpišem, če nekaj drugega, saj srčka dam zraven. Hodila sem povedati, da danes je po moja neka zanimiva tema, ker se veliko kaj dogaja v moji sobi. In res je, verjeli ali ne, danes poslala mi je že pred nekaj dnevi ena draga dama eno sporočilo in v tem sporočilu mi je poslala nek kratek video, Mirela mislim, da je bila Mirela, mi je poslala kratek video enega igralca, Dragana Petroviča, kako je pač izpostavil, kaj se dogaja v svetu. In mi je bilo krasno slišati, se nekaj ne moreš verjeti, koliko je podobnosti to, kar ti želiš povedati in pol ti pošle točno Mirela to, kar bom danes govorila in kar dejansko tudi on misli. Tako da, mi smo pa nekje si podobni ljudje, on pač izpostavlja to, da smo se ljudje izgubili, da potrebujemo ljubezen, da smo da so nas vsi drugi začeli voditi, in da zdaj iščemo srečo v profitu, v rasti in vseh teh drugih stvareh, v resnici pa to ni sreča, to nas samo še bolj odganja od tiste naše sreče, mislim, oddaljuje od sreče, no in to je tudi tista tema, ki bi se danes rada dotaknila. Tako da iskrena hvala Mirela, ne samo Mireli hvala vsem dragi mojim, ki mi tako lepo pišete. Mislim, kakšna jaz sporočila dobivam. Jaz bi tako rada to s kom podelila. Oh my God, kakšna sporočila, tako srčna, tako prav čutim, kako z lahkoto vam gre to, da mi napišete, da me imate rade, da ko jaz vam napišem, tako zelo, zelo lepo, da smo si začele predajati tako čisto energijo in da to čisto energijo tudi vidite. In ne samo to. Naredila sem v tem tednu, v torek sem imela razgovore, pa ne bi rekla razgovore, pogovore. Veste, da želim zaposliti menedžerko v podjetju, spet smo v našem inštitutu. Ne jaz, ekipa potrebuje eno krasno menedžerko
In je bilo zanimivo, da prišlo je noro, krasno, lepih prošenj, noro. Tako da hvala Bogu, da vas nismo več povabili, ker 7, ker prišlo jih je 6, ena se je opravičila od 7, ampak jaz sem dobila 6 pravličnih žensk. To je bilo noro. Da sem razmišljala, a je možno, da vse zaposlimo. Vseh teh, ki so tle. In pa sem kar rekla, aha, ta lahko pride zdaj, to je to malo kasneje, to je bilo noro. Tako da, ne da so me pogovori, tako kot pravijo, da si utrujen, in sicer tako so me napolnili, da sem imela še potem izredno lep večer. Tako da, dragi moji, danes ta tema napoveduje tudi to, da ko boste imeli osebno področje dobro, bo tudi finančno ali poslovno področje odlično. To pa zaradi tega, ker se konstantno vrtimo, ne vem tako, želite, da delim z vami, kako priti do finančnega obilja, kaj se zgoditi, naprimer, kako se ta posel, da se obrne, pa da se vam zgodi, ne vem, wow, ne vem sploh, kaj želite, to je ta prva zadeva. Najprej, kaj je pomembno vedeti, in to sem prepričana, vsi tisti, ki ste prebrali mojo knjigo, to veste, Jaz v knjigi konkretno napišem zgodbo, kjer doživim najvišjo stopnjo, mislim, tako, izredno bogata, takrat v tistem času, vse nagrade dobila, tako slovenske kot tuje, mislim, vse, ful veliko nagrad, mi in podjetje. Največjo prepoznavnost, če je karkoli možno, leta 2015 sem doživela in smo doživeli kot podjetje. Ampak to je bil zame najmanj srečen dogodek ali pa tisti čas, ki bi lahko ga opisala. To pomeni, da takrat, in to v knjigi opišem, da takrat sem rekla, oh my God, a to je sreča. To je sreča, kar nas učijo. Biti najboljši na vrhu, ne vem, biti prepoznaven vse povsod. A to je res sreča. Tako da tu sem malo bila skregana s tem, my God, tisto, kar sem si najbolj želela, sem to dobila. Dobro, zdaj ne bi se pogovarjali, jaz ne vem, kaj je za koga bogatstvo, to bomo zdaj prišli do tega. Za mene je prišlo do tega, jaz rečem tako najbogatejša, v tistem primeru, ko si človek resno lahko vse kupi, kar želi. To meni, kar so tvoje nekak sanje, to lahko kupiš. Takrat pa so bile malo drugačne sanje, kot jih imam danes. Ampak, ko to ugotoviš, da te to ne osrečuje, takrat rečeš, my God, a to pomeni imeti, ne vem, veliko denarja, veliko profita, krasno dodano vrednost, biti prepoznaven, a je to res sreča ali je to iluzija? Jaz bi tako rekla, to govorim izključno iz mojih izkušenj. Iz mojih izkušenj, še enkrat, nisem psihoterapeutka, nisem terapeutka, ampak transakcijsko zdaj to delam. Tako da, NLP imam, nekaj takih imam, ampak zdaj sem se pa še odločila še za eno drugo vejo. Zame sem prepričana, da so najsrečnejši ljudje, čakajte, spet mi nekaj piše, pa joj, več ne vem kaj, če sem spet kaj pritisnila. Zame so najsrečnejši ljudje povprečni ljudje. Sem prepričana, če danes grem, evo, trikrat sem že rekla, če se danes prehodim, da grem, ne vem, po mestu in ko vidim par ali pa kogarkoli, ko so zadovoljni s tem, kar imajo in kdor so. To pomeni, lahko da dela en v eni službi, povprečni službi, drug v povprečni službi, imata 2 krasna otroka, 3 krasne otroke, ne vem, kakorkoli, in so srečni in so s tem zadovoljni. In ne gledajo, kak kdo drug ima, ne primerjajo se z nikomer, ne zanima jih okolica, grejo na dopust takrat, ko želijo. Mislim, prav vidi se ta sreča, res sijejo to srečo. In marsikdo, ki ima več in več, je po mojem manj srečen, kot pa mogoče vi, ki me zdaj spremljate in gledate. Zaradi tega, ker se spomnim svojih želj, ki pa niso bile moje želje, to me je filal ego, da sem želela pa še. In danes se bom dotaknila področja in bom izdala mojih 5 skrivnosti, ki so me pripeljale do mojega osebnega zadovoljstva ali do mojega osebnega uspeha, kjer se je potem samo
rečemo, zrcalilo ali pa je bila posledica finančnega uspeha. Ok, prva zadeva, prva stvar, katera je, da se prenehate ukvarjati s preteklostjo. To je res najbolj pomembno. Ok, moja preteklost, katera je bila. Če se spomnite, še danes mi kdo tako napiše, če si se pa poročila v bogato družino, ali pa, si bila kelnerca in tako naprej. Kolikrat sem se obremenjevala s tem, ker sem se res poročila v bogato družino, koliko več se je potrebno dokazovati. Dokler enkrat nisem rekla, pa daj, dosti je zdaj pa enkrat res je dosti. So si nekaj že predtem naredila, preden si prišla v tako družino. In ko enkrat rečeš, preteklost je nekaj, kar je fajn, da ozavestiš, da pogledaš, kaj si dobrega naredil in tisto, kar nisi dobrega pač naredil, ozavestiš in rečeš, ok, to vem, da so to moji strahovi in da ti strahovi je prav, da jih imamo pred seboj. In lepo prosim, ne iskati, naprimer, nazaj, ko slišimo, kdo pa, kaj pa je bil on, kaj pa je on delal. Včasih vas taki presenetijo, ker vas prehitijo iz leve, iz desne, od ospredij in ne veste še kjerkoli drugje. To pomeni, da nekdo, na katerega vi mislite in stavite, veste, bom pol prebrala, ampak zelo lepo je. Bom pol prebrala. To pomeni, ko se ukvarjamo s tem, kakšna je bila naša preteklost ali pa kako so drugi v preteklosti, to se največkrat zgodi. To se je v našem podjetju tudi dostikrat zgodilo. Ko je bil moj tas, so rekli, pa ko je pol moj tas šel po moj tas, my God, kako je bilo prej boljše. Vedno je tako, kako je bilo prej boljše. Ali pa. In zdaj, jaz bi se tle lahko dotikala pa obračala te besede. Jaz tako, ko gledam, ko spremljam nekaj mojih znank iz Velenja, ki so imeli dosti kaj za mene zapovedati, to je normalno, to je tako. Pa takrat se spomnim, sem bila tako res skromna, vse veste, sem tudi opisala, zadržana v tem stilu, ker sem pač prihajala iz take družine, nisem jih mogla zdaj štrlet ven. In ko jih danes vidim, ko so nekateri ostali na točno tem mestu, kjer so bili, točno na tem mestu, in ko vidim, da bi bili srečni, rečem, ok, super, kljukica, ko jih pa vidim, ko še vedno hrepenijo in smatrajo, da zaradi drugih niso uspešni. To pomeni, da niso dobili prave službe, da niso bili na pravem mestu, da se niso pravilno poročile, da niso zbrale pravega moža, da mogoče niso končale pravo fakulteto, in tako naprej. To so stvari, ki je prav, da rečete črta. Jaz sem prepričana, ne glede na to, na katerem, v kakšno izobrazbo imate, resno. Glejte, mene je fascinirala ena gospa, ko je prišla k meni, ko ima srednjo šolo in mi je bila vrhunska. To pomeni, sploh me ni zanimalo konkretno, kaj vse, a je doktorca, je magistra ali karkoli je. Pri njej sem čutila tisto stabilnost, da ve, kaj govori, da ve, kaj čuti, da ve, da moja želja je, da gradimo to skupnost, da pokažem, da je zelo pomembno, da delate s srcem, da širimo to ljubezen en med druge in da odstranimo in da damo stran vse tisto, kar nam ne koristi. In to so zavist, jeza, ljubosumje in tako naprej. Tako smo ranljivi, pokažemo, da smo ranljivi, ampak ko smo ranljivi, tudi vstanemo in rečemo, ampak vem, da lahko naredim korak naprej. Da se ne skrivamo za tem, da se res ne skrivamo. To pomeni, ko mislimo, da osebno življenje ne zanima delodajalca, vam naj povem, da se fejs motite v takih podjetjih, kjer delajo s srcem in kjer želijo imeti srečne in srčne zaposlene, je še zelo, zelo pomembno osebno življenje. Kajti, če ste srečni na osebnem, boste srečni na poslovnem. In to boste danes slišali. Prva, preteklost. Druga, katera je, čakajte, sem si po vrstnem redu sem si napisala, da nam se kjero pozarjam. Druga, sem si, kaj bodo drugi rekli? Oh my God, ta je bila moja vrsto let. In še celo napisala sem tako kolumno, da je bil čas, ko sem mogla zbrati med všečnostjo in med uspešnostjo.
Ko razmišljamo, kako nas bodo drugi videli, kaj si bodo drugi mislili o nas, my God, takrat toliko bolj se oddaljujemo od svoje biti, da sploh več ne vemo, kdo smo. In največkrat se nam to zgodi, da začnemo in se pogledamo, kaj je ta naredila, kaj je ta naredil, kako je ta zrastel. In potem poskušamo se nečesa oklepati v tej smeri na način, da hočemo drugim ugajati, v resnici pa ugajaš lahko samo za nekaj časa, samo eni osebi, ali dvem, ali trem, da drugi ne bi ugajal, zato ker oseba, ta prava pristna oseba spozna, da si mal tega. In to se meni ful dogajalo. Najprej všečnost v službi s mojimi sodelavci, to, kar smo vam govorili, kar sem vam tudi rekla, da mi je bilo pomembno, da sodelavci vidijo, da je vse, kaj bodo drugi rekli v tem primeru, kako bojo sodelavci to slišali, kako bojo oni, kako bojo to in vse ostalo naprej. Tako, mislim, ta je najtežja, nasplošno je najtežji korak pri ustvarjanju sebe. Resnično. Kajti takrat je tako, da naprimer, ko nekdo te pokliče pa reče, jaz bi želel, da se danes dobima, ti pač rečeš ne. In takrat pač rečeš to, da res ne, ne na način ja, ne, ampak rečeš ne, res mi danes ni. Naprimer pa meni, moje prijateljice, moje znanke, kakorkoli boste videli to slišali ali ne boste slišali, meni, ko mi zvoni telefon in če mi ne paše se pogovarjati in če sem v sebi, v svojem stebru, se ne javljam. To pomeni, bom poklicala nazaj, ne čutim potrebe, da bi se karkoli pogovarjala, ker se bom pogovarjala na silo in takrat, ko začutim, naredim ta klic. Če ga ne čutim, ga ne naredim. Saj veste, da telefoni imajo telefonske številke in to reče, nisi imel. Ne, včasih je prav, da poslušate sebe. In če ne čutite tega, da bi bil moment, da se javite, se ne javite. Na tak način boste začeli samo sebe spoznavati. Ko bodo rekli, da greste kam in vi ne boste želeli iti, ne iti. Poskušajte biti doma in uživati sami seboj. Ja, to se največkrat nam zgodi. To pomeni, s tem, kaj bodo drugi rekli, kako nas bodo drugi videli, takrat izredno bežimo od sebe. In zdaj, če pomislite malo, koliko časa ste radi sami, ne vem, s svojim partnerjem, partnerko, ali pa ne vem, z otroci, in koliko časa radi preživite v družbi prijateljev. In če to pomeni, da ste zelo radi okroženi s prijatelji, konstantno in zelo malo radi sami, je res čas, da se vprašate, kaj pri sebi pogrešate, da potrebujete tako množico ljudi, da vas zabava. Kaj se ta množica dela, da ste zaradi tega srečni? Ok, to je druga. Ta tretja. To še danes delam, kadarkoli grem na obrede, vsak obred, zadnji video, to pomeni, ko pridem iz obreda ljubezni, takrat sem tako, moj otrok se prebudi in gre gor in se vidim samomogočna in vidim vse, kar lahko naredim in to je nekaj najlepšega, napolni srce, polno ljubezni in takrat, saj veste, ima strah, srce nima strahu, srce tudi, ko mu je nekdo všeč ali pa tako, če poslušamo svoje srce, ko nam je kdo všeč, pokažemo to in ne rabimo nič govoriti in pokažemo z učkami ali pa pokažemo z energijo. Ko pa z umom delamo, pa vse kar naprej kalkuliramo, cp, zlagamo nekaj, oh my god, sem kocke nekaj zlagamo gor dol. No in zdaj ta tretja stvar, od mojih 5 skrivnosti, je pa tista, ki mi kadarkoli grem pa na ajuasko, vsakič še malo dreže, pa še malo dreže, pa še malo dreže. A veste, kaj je to? Ego. To pomeni, takrat ugotoviš vsaka aja, čisto vsaka aja, kadarkoli grem na ajuasko, ne glede, ali sem skupino, ali grem tudi zase, se mi zgodi tako, da spoznam, da res spet nič ne znam. Vedno te vrže nazaj, da
Če ti kdo karkoli da, kakršenkoli nasvet, sprejmi, poslušaj, ne rabiš, ne vem, dodajati nekaj kakršnekoli zraven konstruktivnega pogovora, ampak sprejmeš, rečeš, ok, hvala. Saj, če je namenjen svet, da vi naredite osebno spremembo na sebi, direktno gre v srce. Če pa ni, ga boste pa tako preslišali in bo šel mimo vas. In ta ego, koliko nas ovira na tej poti, da postanemo res srečni, da se ne obremenjujemo stvarmi, ki so tako nepomembne v tem življenju. Tako nepomembne. Že to, kako vas bo nekdo drug videl, kako boste govorili na odru, kako se boste predstavili nekomu, kako boste, pa ne vem, če začnem zdaj tako, meni je bilo vedno pomembno, kako me bo videli sodelavci, mislim, ta pri ego. Vse prav je, da čisto vse znam, ker če bom vse znala, bom 100% pri sebi. Nikoli vsega ne znamo, nikoli. Vsako leto, ko si bolj moder, vsako leto več veš, da nič ne veš. Da nič ne veš, da lahko vzameš spet knjige v roke in bereš in bereš in bereš. Ko pa delaš iz srca, pa rečeš, lej, to je meni pomagalo, to je mene naredilo drugačno, to mene vsako jutro naredi na način, da se zbudim in da sem srečna in da se zahvalim temu, kjer sem, da grem pogledat moje otroke in da rečem, my God, kako krasno družino imam 2 krasna sončka, mamo, zdravo, srčno upam zdravo, brata, nečakinjo, taščo in mojega zlatega moža, kjer je vsak večer, da mi nudi to varnost in ljubezen, da se fajn počutim. In takrat, ko to ugotoviš in takrat rečeš, my God, ego mi ruši vso tisto hvaležnost, ki je okoli mene, ki je zraven mene, pa tega ne vidim. Zaradi tega, ker ego vam konstantno nabija, dajte se še bolj izobraževati, dajte še bolj, ne vem, biti pametni, dajte še več denarja zaslužiti, dajte še več ur delati, dajte imeti še boljše prijatelje, dajte še bolj potovati in tako naprej. Ta ego nas na nek način oddaljuje od biti, kdo v resnici smo. Lepa, če smo nežni, tako pravim, meni je tako lepo videti, ko mi pridejo ženske na pogovor, pa ko začutim njihovo srce, ali pa moški. Zdaj sem pač povabila ženske, ne upoštevam kakšne diskriminacije, ker sem tudi razložila, zakaj bi želela imeti žensko, bomo pa tudi fante zaposlovali absolutno na inštitutu. In že imamo nekaj, tako da. To pomeni, ta ego, kako pa lahko delamo na ego. Lahko delamo pa tako, resnično, evo en tak krasen, pa nam rekla, kaj je meni pomagalo, kaj je res meni pomagalo. Najprej, kaj mi je pomagalo tako, da sem vsak sleherni dan res bila hvaležna za to, kdor sem, za to, kar sem dosegla, pa za to, kar imam. To je moj stavek, ki ga tudi delim z mojimi strankami, tako rečem, naj bo to nek stavek, da se najprej sprejmete oziroma to, kar imate. Hvala za to, kdor sem, za to, kar imam in za to, kar sem dosegla. Druga zadeva, katera mi je bila, kot delodajalka, se mogoče tega nisem toliko zavedala in potem sem to pričakovala od mojih sodelavcev. Danes na to gledam čisto drugače in danes tudi vidim v inštitutu osebe, katere delajo z mano, kako to drugače dojemajo to hvaležnost. Včasih se mi je zdelo samoumevno, regresi, božičnice, nagrade, karkoli, ne vem, darila, to je tako, to se mi je zdelo, vse to je prav, da je, to je prav, da delodajalec daje. Danes na to gledam čisto drugače. Danes tega pogleda gledam tako in tudi na nek način delim izkušnjo z mojimi strankami, da do njih to ne pride, da rečejo, dajte biti hvaležni za to, kar lahko daste sebi in lahko daste svojim sodelavcem. To ni samo po sebi pomembno. Ko to spoznate, vedno imate manjši ego. In ko spoznate, da ste obdani s svojimi sodelavci s točno takšnimi, kot jih rabite. Točno takšnimi, kot jih rabite. To pomeni, ko začnemo gledati na ljudi, ta pa nič ne zna, ta pa sploh nima pojma, kaj je. Takrat vemo, da je najprej ogledalo, ki ga dobimo, da se pogledamo mi,
Kaj je tisto, ko jaz vidim našo ekipo na prejšnjem četrtkovem videu, bom fest vesela, če si ga še enkrat pogledate, boste videli moj obraz, ker sem bila z mojo ekipo, to pomeni ekipo Skaze, na prejšnji četrtek in sem glih prišla, to je bilo glih četrtek, ko sem prišla. To pomeni, to, kar sem videla pri njih, da mogoče ki še ni prišel ego, sploh ni prišel do njih, da se je zgodilo, da še ni se začutila hvaležnost, da še, ne vem, vse to so bila samo moja ogledala. Vsak od njih je bil moje ogledalo, da sem spoznala, aha, Marija Madonna, ali pa kakorkoli bi rekli, nisem znala jim to pokazati, kako je to pomembno, da so hvaležni, da spoznajo svojo hvaležnost za to, kdor so, za to, kar imajo in kar so dosegli. Zaradi tega, ker so samo moje ogledalo, samo moja različica mene in to je to. Zdaj, okej, to bi nekdo rekel, kako so moja različica, če ne delajo skozi mano. Ja, ampak tiste, ki sem jih jaz zaposlila, pa so. In je to moje ogledalo, na čem je potrebno delati. Ok, tretja, ego. Ok, sem da vidim, koliko je ura. 20 minut sem že. 20 minut sem že. Čak, še. Eno sem si vmes napisala, ko mi je ful dobra, ker želim nekaj z vami deliti. Bi to lahko vmes? Ja, bom eno vmes. Aha, primerjava z drugimi, tam je še, ne pozna, aha. Ja, idemo še ta primerjava z drugimi. Meni je tako krasno, ko vidim, kako, še enkrat rečem, moj kanal, na katerem me vi spremljate, je Facebook. In moj kanal, na kateremu delim pozitivne misli, jaz srčno upam, da vam to koristi vsako jutro, ko pogledate. Zato, ko to je meni koristilo, da sem naredila spremembo na sebi. Pa tako dobivam take, mi tako in tako napišete in sem presrečna. Saj veste, moja največja nagrada je, ko vidim, da ljudje odpirate srčka, da dobite svojo vrednost in da se zavedate, kdo v resnici ste. To je največja moja vrednost in to pravim, to je moje poslanstvo. Da dobi oseba vrednost in da se zaveda, da je srečna takšna, kot je, oziroma kdor je. Ko se primerjamo z drugimi, to sem hotela povedati, res, ko gledam to na Facebooku, marsikatero od teh elitnih, znanih oseb tudi sama poznam. Ja. In ne vem, kako bom to zdaj povedala. Mogoče, če že greste, da se ne dotaknem drugih, se bom dotaknila sebe. Najprej iskrena hvala vsem tistim, se jaz ful malo hodim v trgovino, res ne, to se moj mož naredi pri živilih, ampak ko se pa srečam, zadnjič sem se srečala z eno v Emporiumu, kako me je lepo, živjo, vas lahko ustavim, jaz sem pa ta, jaz vas pa spremljam in pol smo si pogledali obleke, imamo v redu obleke, kaj si pa to, ful lepo, ker deluje ta ženski čut, in to mi je krasno in bom vedno vesela, kjerkoli me srečate, da me ustavite, da mi saj rečete, živjo, jaz sem pa ta, ki vas spremljam in gledam, ali pa jaz sem pa ta, ki sem vam to pa to napisala. Ker spomnim se, pravi, da imam ful dober spomin, tako da se bom že spomnila. Ali pa tudi ne, me boste pa ves spomnili. No, ampak ta primerjava, jaz sem dve zvezdi, ko jih res občudujem, nekaj teh zvezd, ki so tako gledane in res, to je njihov job in to je prav, da se zavedate, to je njihov job. Ampak dve zvezdi sta pa meni tako pri srcu, rada jih poslušam, rada, ne vem, spremljam. No in eno izmed teh zvezd sem zadnjič jaz tudi srečala v Emporiumu. Od tiste nasmejane, take, kvečemu sem še celo pozdravljala na to osebo, zdaj živijo, in je ta oseba bila mrtvo hladna. To je tako, hlad. Ok, mogoče se je kaj tisti dan zgodilo, tako da težko karkoli ocenjujem, vendar želim povedati, ko se z nekom primerjajte, vzamite dobre stvari, tiste, katere niso dobre, pa ne vzeti in ne misliti, da je v tem svetu, pri teh zvezdah, ki jih spremljate, vse tako krasno, sanjsko, my God, vse v naj. Vsak od nas ima dneve slabosti,
dneve jeze, dneve žalosti, jaz vam jih celo prikažem, jaz celo povem, kak imam. Jaz sem komaj čakala, da bo ta konc novembra, ker se mi je tako izdelo malo, ne vem, nekaj me začelo dušiti, nekaj me že začelo boleti, pa kaj je zdaj to, bolj hodim na obrede, bolj me nekaj dogaja, kaj se mi to dogaja. To pomeni, ko želite spremljati nekoga, spremljite ga, vendar dovolite si, da vzamete samo tisto, kar je lepo, kar vam je dobrega in rečete, aha, to bom sprejel, drugo pa ne bom. Lahko da ta oseba, ne vem, je ta oseba všeč ali pa ona ni všeč in potem posledično tudi vam ne bo všečana. To pomeni že, da želite postati podobna njej ali pa podoben njemu, kakorkoli. Spomnite se, da ni samo ena edinstvena oseba obstaja taka, kot ste vi. In ni druge so samo vaše kopije in ne boste nikoli, zakaj ne bi bili svoja oseba, kot pa kopija nekomu drugemu. Tako da res najlepše, že jaz se spomnim, ko v službi, ko mi je mogoče kdo rekel, da bi ta želela biti takšna kot jaz. In meni je bilo tako, jaz sem se prav nasmejala, sem bila vesela, ampak sem rekla, naj vzame moje dobre stvari, tisto, kar pa niso moje dobre stvari, pa naj potem ona nadgradi v svoje pluse. In tudi zdaj, ko sem pogovarjala se o pogovorih za mojo menedžerko, sem rekla, moja tema je to, ali je to vaša svetloba. Ker če je vaša svetloba, pomeni, da mi dve skupaj pašema. Če pa je moja tema enako kot vaša tema, smo pa super krasne, ampak po moje ne bova v poslu kaj veliko naredile. Ok, to je četrta, primerjava s drugimi. In potem še zadnja, to je pa tista, ki nam pa, sem prepričana, ne dovoli finančnega preskoka narediti ali preboja v tem, ker smatramo, da zato, ko pozabimo, kdo smo, so pa vrednote. Marsikomu resnično se zdijo zelo, zelo smešne vrednote. To pomeni, ko se pogovarjamo o tem, dajte prosim vas spoznati svoje vrednote. Kdo v resnici ste? Kdo ste, so vaše vrednote. In te vrednote, bom zdaj tako, če je vaša vrednota biti pošten ali pa da ste pošteni, boste zelo enostavno, vam povem, da lahko delate samo v podjetjih, kjer se dela pošteno. Če je vaša vrednota, da ste pošteni in greste v podjetje, kjer se ne dela pošteno, boste trpeli in ali boste odšli iz tega sistema, odšli in je čisto nepotrebno, da odidete, ker bi boljše, da sploh ne hodite v ta sistem, ali kaj se vam bo zgodilo, da boste trpeli. Če je vaša vrednota, zdaj bom kar tako mala, če je vaša, to kdor v resnici ste, naprimer, jaz sem radovedna, že kot majhna punčka sem bila radovedna, pomeni, da tako me zanimajo stvari, sem kreativna, ustvarjalna. In če je podjetje togo, to pomeni, da določene korporativne organizacije, kjer imajo nekako postavljeno pravile od mame, mama reče to, ne rečem za vse, mogoče za določene, samo da boste vedeli, ampak vi si želite iti v korporativno podjetje zaradi tega, ker če boste šli v korporativno podjetje, je to brand, je promocija ta prava, je prepoznavnost, ko rečete, wow, kje delate, je to potem nekaj, wow, the best of the best. Ampak, če oni nimajo med vrednotami to ustvarjalnost, to željo potem, da vi greste izven te cone, izven okvirjev, da ste drugačni od tega, kar bi želeli. To pomeni, če nekdo želi pri meni, absolutno, ne pri meni, nasplošno v inštitutu ali pa rečemo v skazi, jaz sem si vedno želela ljudje, ki so posebni. Kaj to pomeni posebni? Ker jim ni toliko mar za to, kar bojo drugi misli, bojo odprti za to, ampak bodo želeli nekaj dodatnik pečat. Pač, ko imaš večjo ekipo v marketingu, potem se tudi njej prepustiš, ampak zdaj pa na inštitutu pa iščem tako ekipo, ki pa si bomo dovolili stopiti malce iz povprečja in pokazati neko drugačno zgodbo. Tako da, evo, tu imam zdaj manjši tim, tu lahko zdaj vse zgradim, kar mogoče v skazi je že bilo nekaj postavljeno in pri 70 ljudeh pa močni korenina zelo težko potem to ven vzeti pa narediti. Čeprav smo veliko naredili. Ok, a sem to zdaj rekla? Ja, tako.
In še bi lahko naštevala vrednote, ne? Še bi lahko naštevala vrednote. In ko poznate svoje vrednote, boste tudi spoznali svojo stranko. In boste vedeli, da vsaka stranka ni za vas. In na tak način boste tudi znali oceniti in ovrednotiti svoj produkt. Spomnim se gospe, ko me je poklicala, ko je rekla, ena gospa me je vprašala, če lahko dobi od mene na svet. Včasih sem še dala tako, da me lahko kdo poklical in potem sem kar tako, zdaj več ne. Zdaj jaz se opravičujem, to mi pač več ne uspe. Ne, da mi več ne uspe, ne želim to dajati. Lahko mogoče komu kak stavek napišem, ampak veste, zdaj pa tudi tako rečem. No, bom povedala, kaj je ta gospa rekla. Rekla je, da se bo lotila posla in da bo začela prodajati produkte, ki verjame, da so uspešni na trgu. In potem sem rekla, kako boste prodajali produkte, ki so uspešni na trgu, če vi ne veste, vi verjamete v te produkte. Kakšne so vaše vrednote? Ali so vaše vrednote skladne s tem, kar ta produkt prodaja? In je to pač ni zanimalo in potem sem rekla, fajn bi bilo, da namenite čas za kako izobraževanje, da vidite, ali vaše vrednote so skladne z vrednotami podjetja. In kaj poanta? Ko vi vidite, da so vrednote skladne, da je poslanstvo skladno s tem, kar vi želite, to mi niso same take stranke, ki resnično želijo, ne vem, osrečevati druge, ki želijo poskrbeti za planet. Jaz če zdaj vzamem, vse moje stranke, s katerimi delamo, so približno, imajo podobno poslanstvo, kot ga imam sama, kot ga ima naš inštitut sama. To zdaj, zato, ker se zdaj z vami pogovarjamo. In prav to je tisto, ker smo si podobni po vrednotah, vsi imamo nekako zakorenjene, kaj želimo, kaj je tista, ne kaj želimo, zakaj to počnemo, kar delamo. In vsak od nas vidi, da ne želi samo nekaj malega narediti, samo zato, da bo, ne vem, osrečil enega delodajalca, ampak čisto vsaka stranka, ki je z menoj, gleda širše. Kaj želi narediti za okolico in kaj želi narediti za širšo družbo. In to je noro. Zato se dotaknite svojih vrednot. In ko boste to prišli, pa temu bi rekla, ni nobenega razloga, to bomo zdaj čisto spustili manifestacijo pa vse to, zaradi tega, ker v to boste verjeli in to bo šlo naprej. To bo šlo naprej in takrat se bo zgodil ta premik. In se ne boste ukvarjali, ali pa tako kot nekdo reče, ja, primerjam se z benchmarkom, koliko pa oni so vredni, pa bom pa jaz v toliko vredna. Ali pa ne vam povem, kaj je bilo najbolj zanimivo. Najbolj zanimivo je bilo, kaj je mene ena gospa vprašala, koliko je moja urna postavka. In potem sem jaz rekla in pol je ona rekla, pa si bom pa jaz to tako postavila. Ne glede na to, ali ima izkušnje, ali ima znanje, a se to sopada z njo, je sama rekla, če pa ti, pa bi pa jaz to toliko si lahko postavila. Ne gre tako, ne primerjajte se z drugimi, dajte pogledati in oceniti sebe. Ok, to je toliko, da vidim, koliko je ura. Ježiša Marija, 30 minut za zaključek. Samo zaključek, en staveček, to sem. Ok, to pomeni tako dolgo, kot boste gledali in ocenjevali druge, to pomeni, kako lahko ima ona to, kako je lahko njej to uspelo, kako lahko sem to, kako lahko ona vse primerjava z drugimi, ne boste ne osebno, ne finančno uspešni. Kar sem to zdaj rekla, ne glih lepo, ok, to je prvi stavek, ta druga pa še. To je bilo 5, to je pa tisto, ki se mi je pa zdelo, da želim z vami še eno tako stvar deliti. Se spomnim do 2015. leta. Drugače pa eno moje poglavje, ki je izredno dobro napisano, točno to, to pomeni, to sem že 2015, je to, ko bom uspešna podjetnica, bom srečna. Kaj je v življenju zares pomembno? In lepo prosim, vsi tisti, ki imate mojo knjigo, to je eno izmed najlepših poglavij v knjigi, kjer opišem, kaj resnično šteje v življenju kot svoja sreča. Res. Zdaj pa to, kar se je pa meni dogajalo v vseh letih, to pomeni konstantno, ko sem bila majhna, sem rekla, ko bi lahko potovala. In pol, če se spomnite, sem povedala enkrat, da pa sem pa imela denar, pa nisem tako potovala, zato ko sem veliko delala. Ampak vam bom pa povedala recept, ki sem se pa včasih potolažila s tem. Ko sem bila žalostna, ali pa naprimer, ko nisem bila srečna, ko sem bila na nek način malce zagrenjena, jezna, takrat
sem rešila ta svoj izziv na 2 načina. En način je bil ta, da sem šla v shopping in sem si kupila nekaj krasnega, lepega in to imela. Ali sem oblekla, ali nisem oblekla. Najlepše obleke imam tam, take lepe, tiste luksuzne obleke, ki se jim reče, večerne toalete, ko nijam kam dati. Zato, ko nikamor sigurno na take stvari ne grem, tako da upam, da to me še čaka. To še bomo prišli do tega. No, ampak kaj pa je bilo to drugo? So pa bila draga potovanja. Pa ne vem, če bi zdaj rekla glih draga. Jaz nisem za ne ekstra draga potovanja hodila, jaz sem rada potovala, ampak rada sem potovala. 2 dni sem se najprej klimatizirala, potem sem 2 dni uživala, potem sem se pa že 2 dni kregala, ker mi je bilo dolg čas. Evo, ko govorimo o kako postati srečen, sigurno vas ne rešijo draga potovanja. V dragih potovanjih takrat še bolj prijete zafrustrirani nazaj, zaradi tega, ker ste pač porabili veliko denarja, osrečilo, ali pa vas je osrečilo za nekaj dni, ste bili srečni in potem boste to spet pozabili čez nekaj časa. Ponavadi je pa tako. To je tudi en tak recept. Ko si tam, nisi srečen, ker si bil tam, zaradi tega, ker si še jezen in karkoli, pa priješ domov, pa se pa spomniš, kako je bilo lepo na tem potovanju. Ok, toliko. Srčno upam, da vam je teh mojih 5 skrivnosti, še enkrat jih preberem na hišo. Še enkrat jih preberem, kjer sem napisala. Ta prva, katera je absolutno, je ta preteklost. Pozabite za božjo voljo na to preteklost, ker vas sploh ne zanima, kaj si drugi mislijo o vas. Res je to. Evo, to drugo je, kaj okolica misli o vas. Upam, da mislite dobro o meni, če ne pa sem pogledala, kakorkoli. Toliko so mi govorili, kako Velenjčani me ne marajo, ampak na prvem mestu so še vedno Velenjčani, mislim, ne, Ljubljana na prvem mestu, takoj po Ljubljani so pa naši Velenjčani, tako da Velenjčani me spremljajo. Potem ego. Bolj kot človek samozavesten, bolj kot ko, veste, takega, ko ga vidite, tisto tako, ne vem, kakšna taka težka energija od daleč, ali pa prepoznaviš, ko stopiš noter v prostor, pa reče, mene se takoj prepozna po energiji. Bolj kot človek samozavesten, tako zven oblečen, zategnjen, to takrat, ko sem bila zategnjena do gor, bolj smo ne samozavestni in bolj imamo več za zaščistiti. In prej, ko si dovolimo ego spuščati, kazati, pogledati malo, boljši smo. In potem imamo primerjava z drugimi, če delamo, vzamete dobro, ne mislite, da je pri tej osebi vse krasno, sladko in sjajno, ampak je isto tako pač njen job, da se vam predstavi tako, kot bi bilo potrebno. Jaz sem tudi danes, pogledajte, danes sem bila pri frizerju, sem že kar lepša, kot pa prejšnji četrtek, ki nisem imela frizure. Pa to, da poznate svoje vrednote. Dragi moji, hvala vam, naslednjič se bom dotaknila nečesa. Naslednjo srečanje. Bom se še enkrat dotaknila obredov, kaj so mi obredi najbolj dali. In prebrala vam bom eden izmed mojih, to imam jaz vsako leto, take zavistke, moja pisma, enega izmed pisem, kaj sem napisala in sicer leta 2019. In samo stavek, ki mi je pomagal, da sem danes, pomagal, tudi jaz imam še vzpone in padce. To zdaj misli, da sem pa razsvetljena. Sploh ne. Jaz sem človek, ki si dovolim biti to, kdor sem in v tem uživam. Kjer mi je pomagal točno to, da se sprejmem, da najdem svojo bit notri in da s tem, ko sprejmem sebe, sprejmem tudi druge. To bom pa naslednjič govorila, to pomeni, da vam bom pomagala, da ne iščete srečo do zunaj, ampak da najdete srečo v sebi. Ampak da pa najdete to, bo pa pomembno karkoli malo za to narediti. En krasen večer in se vidimo naslednjič.